Predvidoma danes zvečer naj bi se mariborski župan Andrej Fištravec sestal s predsednikom uprave Iskre Dušanom Šešokom. Tema pogovora bo najverjetneje višina odškodnine, ki jo zahteva Iskra, potem ko je 18. marca zaradi neizpolnjevanja obveznosti občine odpovedala sporno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Iskra naj bi doslej v projektu vložila 7 milijonov evrov, a je zaradi neodzivnosti občine zagrozila s kar 265 milijonov evrov visoko odškodninsko tožbo. Izsledke današnjega pogovora naj bi razkrili jutri. Mariborski župan Andrej Fištravec se bo do petka odločil, kdo bo v naslednjem mandatu vodil mariborski vodovod, potem ko se dosedanjemu direktorju Danilu Bornaču ta teden izteče mandat. Slednji je sicer eden izmed dveh kandidatov za direktorja, medtem ko je druga kandidatka nekdanja predsednica uprave Poštne banke Slovenije Romana Fišer. Soglasje k imenovanju direktorja mora dati na to še mestni svet. Nacionalni preiskovalni urad preiskuje kazniva dejanja gospodarske kriminalitete na območju policijskih uprav Celje in Maribor. Preiskovalci od 6. zjutraj izvajajo hišne preiskave na 4 naslovih fizičnih in pravnih oseb. Preiskujejo več poslov prodaje premoženja, pri katerih je prišlo do domnevnega oškodovanja ene izmed večjih celjskih gospodarskih družb v višini več kot 11,5 milijona evrov in na drugi strani do pridobitve protipravne premoženjske koristi drugi gospodarski družbi z območja Celja v višini več kot 7,7 milijona evrov. Prostost so že odvzeli 52-letnemu moškemu iz okolice Velenja in 47-letni ženski iz okolice Ptuja. Davčna uprava bo 8306 prejemnikom, ki so prejeli napačni informativni izračun dohodnine, ker niso pravilno upoštevali starševska nadomestila, poslala novo, pravilno različico izračuna. Tako tistim davčnim zavezancem, pri katerih je izračun dohodnine napačen izključno zaradi te napake, ni potrebno vložiti ugovora, ampak bodo nov izračun prejeli v drugem svežnju izdanih izračunov, ki bodo na naslove zavezancev odposlani 31. maja. Zavezance, ki imajo poleg napake pri upoštevanju starševskih nadomestil še kak drug razlog za ugovor, pa davčna uprava poziva, naj tega vložijo sami. Vlada je dala soglasje k kandidaturi Planice za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju za leto 2019. Zato je Smučarska zveza Slovenije že oddala potrebno dokumentacijo na Mednarodno smučarsko zvezo. Poleg zahtevanih dokumentov je vplačala tudi kotizacijo v višini 92.250 evrov. Člani predsedstva FIS bodo o prireditelju odločali na kongresu, ki bo od 1. do 6. junija 2014 v Barceloni. Združene države Amerike pa pretresa nova tragedija. V eksploziji v tovarni gnojil v bližini mesta Waco v ameriški zvezni državi Teksas bi lahko po poročanju ameriških medijev umrlo prek 60 ljudi, okoli 200 pa je ranjenih, številni huje. Vzrok za eksplozijo, ki je odjeknila v sredo malo pred 20 uro po lokalnem času, zaenkrat ni znan. Po navedbah kongresnika Billa Floresa, ki zastopa območje, je do eksplozije prišlo, potem ko so se gasilci borili s požarom v obratu. Eksplozija je bila tako močna, da so jo slišali tudi 75 km daleč. Po navedbah ameriškega geološkega centra je imela moč potresa z magnitudo 2,1. Po nekaterih navedbah naj bi bilo uničenih okoli 80 hiš, ki so bile v bližini tovarne. Prizadeta naj bi bila tudi bližnja šola in dom za ostarele. Medicinsko osebje je na območju postavilo poljsko bolnišnico, oblasti pa so zaradi širjenja strupenih plinov odredile obširno evakuacijo okoli 2800 ljudi. Jutri bo v južni polovici države dokaj sončno, drugod pa se bo oblačnost od severa povečala. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severnih in na severozahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V soboto in nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno. Tu in tam bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Nekoliko hladneje bo. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na mariborskem sodišču se je končalo sojenje zaradi organizacije in sodelovanja v nelegalnih športnih stavah. V začetku kolesarske sezone mlade znova opozarjajo na prometne predpise in uporabo čelade. Študenti so tekmovali v izdelovanju električnih koles, katera so najhitrejša, najokretnejša. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.